Turistični ponudniki se mogoče še vedno premalo zavedajo pomena povezovanja, da tudi če imajo odlično svojo ponudbo, da se je potrebno povezovati tudi z drugimi turističnimi ponudniki, sosednjimi kmetijami, pridelovalci, mogoče tudi drugimi nekimi delavci v turizmu. Tako da se mi zdi, da za neko res dobro ponudbo je potrebno širše povezovanje in kraja, regije, konec koncev celotne Slovenije. Primer neke dobre prakse je seveda turistična kmetija Vino Leber, na katerem smo danes. Oni na eni strani so začeli kot turistična kmetija, kjer ponujajo hrano za zaključene skupine. Obenem so pa tudi pred nekaj leti v starem objektu uredili sobe, hišo 1624 oziroma 1624, kjer pa so predvsem ciljna skupina butični gostje. In to je res en taki dober primer, kako lahko na eni kmetiji ponujaš več različnih produktov za več različnih ciljnih skupin, da konec koncev sicer oni ponujajo večinoma skoraj vse stvari, vse izdelke iz svoje kmetije, ampak vsekakor je potrebno povezovanje tudi s sosednjimi, da si grejo ogledati neko drugo znamenitost, grejo kolesariti, si ogledajo kakšne druge stvari v regiji. Lokalne turistične destinacije oziroma vodilne turistične destinacije TIC-i v nekem kraju, občinah so po mojem mnenju pomembni. Kot nekdo, ki sem tudi včasih delala na taki organizaciji, mislim, da je njihova vloga pomembna. Pomembna predvsem za promocijo širšega območja, kraja, regije. Je pa tako, da žal še vedno ni nekega dovolj močnega povezovanja z ponudniki. Mogoče ponudniki na eni strani ne čutijo dovolj podpore same turistične destinacije oziroma destinacijskih organizacij, ki pa na drugi strani tudi sledijo usmeritvam slovenske turistične organizacije. Tako da mislim, da tu je še kar nekaj prostora za to povezovanje, da slišijo drug drugega, da mogoče najdejo nek način, kako povezati ponudbo, kako se slišati in lažje nastopiti na trgu z neko promocijo.